Gospod z vami iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je eden izmed pismovkov pristopil k Jezusu in ga vprašal: katera je prva od vseh zapovedi? Jezus je odgovoril: prva je: poslušaj, Izrael, Gospod je naš Bog, edini Gospod. Ljubi Gospoda svojega Boga iz vsega srca in vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Pismuk mu je rekel: dobro, učitelj, resnico si povedal, da je on edini in da drugega razen njega ni, in ljubiti njega iz vsega srca in z vsem umevanjem in z vso močjo, ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe, je več kakor vse žgalne daritve in žrtve. Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: nisi daleč od Božjega kraljestva. In nihče si ni ga drznil še kaj vprašati. Poslušali smo Kristusov evangelij. Na današnjo zahvalno nedeljo smo slišali vprašanje Jezusu naslovljeno, katera je največja zapoved. To vprašanje ni bilo kar tako brez pomena, ampak je bilo kar zelo zahtevna stvar. Če se malo poigram številkami, od Abrahama do Jezusovega časa je bilo približno 1900 let. In v tem času je nastala država, kakršno so jo imeli. In vsaka država ima tudi zakone, predpise. In v tem času so oblikovali toliko, kot je dni v letu, 365 zapovedi. Noter so vključene tudi Božje zapovedi, pa tudi ostale zapovedi. Imeli so pa tudi prepovedi. Prepovedi v številki 248. Nekateri pravijo, da ne bi bilo toliko kosti v človeškem telesu, pa sem danes dopoldne govoril z enim mladim zdravnikom na Logu, pa pravi, da to je približno. Ne mogoče celo kakšna koščica več ali manj. Ni toliko pomembno, ampak skupaj so imeli Izraelci teh predpisov, zakonov, prepovedi, zapovedi preko 600. Kaj mislite, koliko jih imamo mi v Sloveniji? 33 let imamo državo. Koliko zakonov? Imate občutek? Sem šel pogledati na spletno stran, malo tako država daje statistične podatke. Naša država ima, podatek ni čisto nov, ki je že nekaj let star, nekaj več kot 800 zakonov. Smo kar dobro presegli Izraelce, ampak zakon je zelo široka uredba, potem so pa določila, predpisi, podzakonska določila. Tisto, kar ureja drobne stvari v življenju. Kaj mislite, koliko je bilo to v naši državi? Zdaj je presegla številka 19 000. 19 000 vseh določil, mislim, da smo zdaj v tem letu že blizu 20 000. Poznate verjetno tiste, ko so prometni, če jih ne upoštevate.
pa kakšni davčni predpisi, to se občuti. Večino stvari ne vemo. In če je takrat bilo vprašanje pri Jezusu, katera je pa največja zapoved, predpis, zakon, kako je to danes še bolj pomembno? In Jezus pove dve stvari, gre v zgodovino in iz 5. Mojzesove knjige pove, prva stvar je, ljubi Gospoda svojega Boga. Potem gre pa še bolj nazaj v 3. Mojzesovo knjigo, drugi predpis je pa, ljubi svojega bližnjega. In sem razmišljal, če imamo mi skoraj 20,000 raznih dokumentov. Ali ni vse to zaradi ljubezni do bližnjega in do Boga? Mogoče zakonodajalci niso toliko pomislili ljubezen do Boga, morda so pomislili ljubezen do bližnjega, tako da so tudi malo sami zase pomislili, ampak vse zakone, ki jih imamo, so za urejanje življenja, da nam bi bilo lepo, ne slabše, ampak boljše. Ampak človek se lahko v tej množici izgubi tudi danes, morda še prej, kot pred leti. In kako je pomembno slišati to besedo, prva zapoved je ljubezen do Boga, druga je ljubezen do bližnjega. Če prvo zapoved človek ne sprejme, verjetno z drugo zapovedjo ne bo zdržal, ne bo šlo. In zanimivo, da je ta zapoved ljubezni taka zapoved, da je na nek način kot povabilo. In samo iz ljubezni v človeku vznikne hvaležnost. Hvaležnost ni obvezna stvar, je povabilo. In zanimiva misel je, ki me spremlja, da uspeh človeka, ali pa rečemo, tam ima pa srečo. Ne vem, če ima vedno uspeh človeka posledico hvaležnost. So nekateri ljudje, ki so uspešni. Morda se to na področju gospodarstva vidi še številkami, ampak hvaležnosti morda ni toliko. Kadar pa je hvaležnost tista iskrena v človeku, je pa zelo verjetno posledica tudi sreča. Iz sreče v hvaležnost ne gre vedno, gre pa zelo pogosto iz hvaležnosti v srečo. Pa bi kdaj človek rekel, če res pošteno delam, je tisto, kar naredim, moje, če se dobro učim, študiram, to je moja dobra ocena. Če nekdo, ki je kot kmet in ima preudarnost in tudi delo, ki se ne odmakne, tudi ne v nedeljo, če je živina doma. Vse to je prizadevanje človeka, to je naše, to je moje. Ampak kasneje gre pa človek lahko v misel, da lahko delam, da imam preudarnost, da imam sposobnost učenja, talente. Saj na začetku mi je nekaj podarjeno, da lahko nekaj ustvarim. In iskren človek je hvaležen, da lahko dela, da se lahko uči, da ima stvari, ki si jih je pridobil tudi s težkim delom in je hvaležno za to. V hvaležnosti pa jaz opažam tudi današnjega godovnjaka, svetega Huberta, ki je zavetnik lovcev. Ni se hvaležnost pokazala takoj. Verjetno človek potrebuje pot hvaležnosti. Sveti Hubert se je rodil v dobro oblikovani družini, ker je bil kot plemič, se pravi, da finančno stanje je bilo dobro, tudi izobrazba. Rojen je bil, takrat še niso bile take države kot danes. Danes je to država Belgija in tisto področje med Belgijo in Francijo je potekalo njegovo življenje. In Hubert, ko se je poročil, tukaj se vidi, kakšna močna ljubezen in tudi povezanost je bila z ženo. Žena mu je umrla na porodu. In to je bila taka preizkušnja,
ko jo lahko še bolj razmišljamo v teh dneh po prazniku 1. in 2. novembra, goduje danes 3. novembra, zaradi izgube žene, se je sveti Hubert takrat odmaknil od ljudi, ni mogel se srečevati z ljudmi in se je popolnoma posvetil lovu. In zgodovinsko izročilo, tudi kot legenda, pravi, da je nekoč, ko je bil velik krščanski praznik, ni šel k maši, ni šel v cerkev, šel je na lov. In tu na lovu je prepoznal tako znamenje, da ga je popolnoma spreobrnilo v mišljenju in v ravnanju. To znamenje svetega Huberta so kasneje prevzeli izdelovalci alkoholne želiščne pijače z imenom Jägermeister. Odrasli boste prepoznali, na tej steklenici je upodobljen jelen in nad jelenom je križ. Zato, ker pravi legenda, da je jelen, ki naj bi ga ustrelil na lovu, imel nad seboj križ kot znamenje Božjega in takrat je tudi zaslišal notranji glas: Hubert, če se ne spreobrneš, boš pogubljen. In tako močno se je tega mladega moškega dotaknila ta beseda srca, da je popolnoma spremenil svoje življenje in je zares sprejel Boga in tudi zares sprejel svojega bližnjega. Sprejeti Boga je, z drugimi besedami, da je res začel Boga ljubiti. V čem se to pokaže? Začel se pripravljati na duhovniško poslanstvo. Postal je duhovnik, potem kot udovec in na koncu so ga tudi izvolili za škofa. Ne bi ga izvolili za škofa, če ne bi začutili njegovo ljubezen do bližnjega, ki je izhajala iz njegove ljubezni do Boga. Kako velik človek, sveti Hubert, ki ni umrl danes, na današnji dan 3. novembra, ampak 3. maja. Neobičajno, da danes goduje, ker približno 100 let po njegovi smrti so njegove posmrtne ostanke 3. novembra prenesli v Opatijo, ki je v Belgiji, Ahmadijan, in ga tam tudi pokopali. In tako današnji dan, 3. november, obhajamo god svetega Huberta. Naj bo tudi zgled tega človeka, ki je šel preko težke življenjske preizkušnje, izgube najbolj bližnjega in potem zopet pot k Bogu in sočloveku, tudi za nas zgled, da bi imeli hvaležno za naše bližnje, tudi za tiste, ki so že pokojni, in da bi imeli hvaležnost za bližnjega, da nam je podarjen od Boga. Naj bo sveti Hubert, zavetnik in priprošnik gasilcev, lovcev in lovk, pa tudi za nas, da bi imeli pravo pot iskanja Božjega in iskreno hvaležnost za vse to, kar imamo. Ne pozabimo za dar vere, ki osvetljuje naše delo in naše življenje. In v hvaležnosti za vero tudi skupaj izpovejmo veroizpoved.